Dobro jutro želim izpred doma za ostarele, bolje rečeno, varovanih stanovanj v občini Izola, tukaj v Daljivadah. Pogovarjam pa se z gospodom Srečkom Lagerškom, ki je v bistvu prvi mož projekta, ki deluje v okviru Zlate mreže, natančneje pa v Izoli se imenuje ta projekt Prostofer. Gospod Srečko, najprej razloživa ljudem, ker je moram črkovati Prostofer pomeni kaj? Dobro jutro, dober dan vsem skupaj. Prostofer je složenka iz dveh besed. Prostovoljni šofer. In to je pobrano iz teh dveh besed in je prišla složenka Prostofer. Aha, no in pojva naprej. Vi ste začeli delovati natančneje kdaj? Mi smo začeli delovati 15.7. Ključe vozila pa smo prejeli na občinski praznik občine Izola 11.7. No, prav je, da poveva tudi, kdo vam je te ključe izročil, predvsem pa seveda, kdo je ta avtomobil kupil. Avtomobil je kupila občina, ki tudi ga vzdržuje, ga polni z gorivom. Ključe je pa predal sam župan. No, in oziroma podžupan, ker župan je bil odsoten. No, seveda, mi smo letos, ali pa v tem trenutku, danes, na poseben dan tukaj. In razlog je? Ja, razlog je, gledajte, dobra 2 meseca smo upravili že 100 prevozov. In za jubilejni 100. prevoz se je odločil župan, da ga bo danes upravil on, in župan je bil tukaj z nami, zdaj je že na poti v Koper, ki pelje našo uporabnico. Ja, tudi to smo posneli. No, pa pojva še en kratek korak naprej. Kaj morajo storiti tisti občani, ki bi si želeli dobiti in pridobiti vašo uslugo? Enostavno, pokličejo na klicni center 080 10 10, naročijo prevoz, potem ta prevoz jaz dobim v sistem v računalniku, ga odobrim in je že vse urejeno. Določim šoferja, kdo je bo prišel iskat, in uporabnik je odpeljan. In uporabnik vi odpeljete in na lico mesta, tam, kam si želi, pa ki je potrebno, da ga odpeljete, in pa tudi ga počakate ali ne? Uporabnikov ne čakamo, uporabnikom damo kontaktno številko in ko končajo pregled, nas pokličejo in jih pridemo iskat, ker v tem času peljamo že drugega uporabnika. Saj imamo tudi po 5 prevozov na dan. No, ta 100. prevoz je res nekaj posebnega in nekaj zanimivega, kot sva že rekla v uvodu, da ste danes pregovorili svojega župana, da je bil on tisti vaš Prostofer, tako, in da je v vašem imenu, po seveda vašem nalogu, če tako rečeva, po narekovajem, odpeljal eno gospo na neko posebno, na poseben kraj oziroma bolnišnico, če so rekla, nek pregled. Poglejte, v Izoli mislim, da smo večinoma vsi Izolani zelo srečni, ker imamo dobrega župana, ki ima posluh za takšne stvari, je dober, rad pomaga starejšim in tudi vsem drugim občanom. In tudi ko sem jaz predlagal projekt, je dal takoj zeleno luč in zato smo ga tudi speljali. In mislim, da bo župan še kdaj peljal. No, seveda moramo pa pohvaliti tudi vas, ker kdaj ste se odločili kot oseba, da v bistvu vstopate v ta projekt, ker ste ga videli tudi v drugi kraj po Sloveniji. Kot veva, je ta projekt Zlata mreža že razvita sorazmerno dobro v Sloveniji. Glejte, v občini Slovenske Konjice, ki je prva med občinami v Sloveniji, ki je ta projekt začela, tam imam jaz sorodnika, strica, ki že 2 leti upravlja te prevoze. Prvič sem jaz to tam videl in takoj, ko sem videl, da je to zelo zanimivo za našo občino, zato sem tudi predlagal županu, prenesel vse, se je dobil z direktorjem Zlate mreže, smo uskladili vse, kako poteka, in speljalo se je. Sam bojeva še to, vi ste zavod, to pomeni, da ste neprofitna organizacija, prav razumem, ste zavod, ste, ne? Ne, kakšna inštitucija ste? Mi nismo niti zavod, mi nismo nič, mi smo čisti prostovoljci, vse delamo zastonj.
Aha. Prostovoljno občina pokrije stroške vozila in goriva. Aha, to pomeni, da je avtomobil od občine, v bistvu vi pa ste samo nosilci izvedbe tega Tako, projekta. mi pa tudi jaz kot koordinator in vsi vozniki delamo vse prostovoljno, brezplačno. Super, čestitam. Res najlepša hvala, da ste se vzeli čas in se predstavil delovanje vašega projekta v Izoli in upam, da boste nadaljevali in da se vidiva, ko boste pripeljali tisočega Izolana na določeno mesto. Seveda, vsekakor. Jaz bi pa rače prej, ko se posloviva, povedal vsem županom slovenskih občin, vsem ljudem, ki imajo veliko srce, da je to en zelo čudovit projekt, da naj se potrudijo, da to speljejo tudi v svojih občinah, ker ni lepšega veselja, ko vidiš solze sreče uporabnikov. Najlepša hvala na razgovoru in Nasvidenje. srečno naprej.